Statistika govori, da se je vsak tretji človek že kot otrok srečal z nasiljem. Ker odraščajoči človek največ časa preživi v šoli, je skoraj razumljivo, da se z nasiljem sreča prav tam. Kaj pa družina? Družina pozna drugačno nasilje. Ni nujno, da je nasilje samo klofuta, ki jo dobiš. Še najmanj. Seveda pa moramo vedeti, da je nasilno vedenje mladih lahko pogojeno za njihovo izkušnjo biti žrtev. Bom jaz povedal bolj po domače. Tisti, ki izvajajo nasilje, so bili velikokrat sami žrtev nasilja. Fino je enega kratko maltretirati, da te ne dokcet. Se pa počutiš tako zelo cool, da niti ne opaziš, ko je doma vse narobe. Statistika govori, da 82,5% mladostnikov, ki so doživeli nasilje se strani svojih vrstnikov, poskuša opravičiti svoje stresno doživitje na nekom drugem, šibkejšem od sebe. Po domače, velika večina tistih, ki jih maltretirajo sošolci, potem maltretira druge sošolce, šibkejše, jasno. Pa še nekaj. Več kot 90% nasilnežev doma vsakodnevno doživlja nasilje. In kje je rešitev, vas vprašam? Treba je znati prisluhniti, treba je znati videti. In potem je treba znati spremeniti. Najprej sebe, potem šele svet. Sicer bo vse ostalo samo statistika. In zato vam bomo povedali zgodbo. Čist simpel zgodbo. Zgodbo s srečnim koncem. Čeprav srečnih koncev ni, ampak to že itak veste. Ena, 2, 3. Ampak kam rdeča kapica? A zdaj greš pa k babici? Domov. A te kaj rokca boli? Zakaj? Ja si jo vedno imel v zraku. Gospa učiteljica, jaz vem, mene vprašajte, mene. Nisem. Kaj nisi? Nisem tega rekel, samo roko sem dvignil. Gor si jo molil. Kaj naprej si jo gor molil? Kaj sem znal? Kaj si znal? Tisto, kaj gospa učiteljica vprašala. Gospa učiteljica, a ne znaš normalno reči, da stara zaslo? Ne bom. Reč. Ta stara zaslo. Zdaj pa moram. Reče ta stara kuzla zaslo. Reč, ta stara grda kuzla zaslo. Ta stara grda kuzla zaslo. Reče prasica. Žele, ti imaš ideje. Ta stara grda kuzla zaslo. In prasica. Prasica. Prina rdeča kapica. Kaj imaš pa tu lepega? Batman, strip. Mater Gašperček, si ti en čudak. Kdo pa še danes stripe bere? Tole pa jaz kar sabo vzel. Se mi zdi, da je pri nas doma papirjev stranišču zmanjkalo. Žele, ti si taka legenda. Zdaj pa širi rdeča kapica. Tukaj pa naprej. Bomo ponavilvajo. Mater, kako je zakompleksiral? Ja, itak. Kot da je tako težko reči, da stara zaslo. Moj fotor je to rekel, Fris. Ta star je zaslo. Ja, ko me je vrgla iz razreda, sem ga poklical po hendiju in je takoj priletel. Moj fotor. Popizdu je in rekel, kuzla stara, ti boš mojega sina iz razreda metala, ti boš packa grda. To je rekel. Itak se je tako srala. Ne verjamem, no. Ne ti mene verjamem? Sorry, no. Ok, gremo k meni, sem dozlodal novo igrico, League of Legends. Itak.
cioccolata, sorry, non slomi, sorry. Spilmek psa, da won't me like your man, sorry, non slomi, sorry. Poslušaj, kaj ti govorim. Ne smeš popustiti, bodi agresiven, sicer bomo izgubila kšeft. Ata, se spomniš Željka? Ne, špala ti reč. Če ponudijo več, kaj ne bojo. Mora biti previdna, kjer blefirajo. Zdaj vodi moj razred. Dobila bomo kšeft, če jih bomo sezula. Moralno, etično, finančno, na celi človek, si me razumel? Ata. Gaš pa ne vidiš, da se pogovarjam. Moramo iztisiti tu kot, samo agresivno. Agresivno, si me razumel? Okej. Si bil v šoli? Ja. Ok, super. Naloga imaš? Ja. Ok, nekaj se ima te vprašati. Nič. Ne si sekiraj, Gašpo, vse je ok. Moramo iztisiti tu kot, agresivno. Agresivno, ja, jaz sem. Kdo pa drug? Jaz sem bila čisto preč, ko se pojavil. Smisla lebdi. Hare. Noben že ni tako lepo rekel Hare Krišna. Takoj sem pokupila vse njegove knjige. Atitudi in hinduščino se bom šla učiti. To je boljše kot joga. O pozdravu sonce mi gre že na bruhanje. Ampak s vami katam je pa Bog. To moraš priznati. Ko sem se mu približala na 10-15 metrov, čisto spredaj bil zaseden, ne boš verjela. Začutila sem, ja to, dobroto, materializirano dobroto. Mami? Takoj, Gašpor. Isto mislim, skrb za sočloveka, nesebičnost, blazna potreba po dobrih delih, ki nas napolnjuje z mirom. Atitudi. A se spomniš Željka? 3-krat na teden bom hodila. Ne, 5-krat. Samo v vikendih ne, potem pa tudi v vikendih. Pa Petra? Z njegovo mamo sta bili prijateljica. Nerodno je samo to, da hoče, da zbiramo prostovoljne prispevke. Ne, ni mi težko, ampak še nikoli nismo hodila po hišah. Mami. Bova skupaj, da človek mi je dal notranji mir. Mami. Moram prekiniti, otrok ima težave, te pokličem. Kaj je, ljubče? Če nimaš časa. Veš, da imam, zate imam vedno čas. Se spomniš Željka? Ne. Pa Petra? Z njegovo mamo sta bili prijateljici. Ja, se spomnim, pa nisva več. Ločila se, z mojim sošolcem bila poročena. Ja, Petrček, takšen majhen, simpatičen fantek v Plenicah. 5 let, a ne? Zdaj hodi v moj razred. A že, a izrasel, to je pa super. Pa Željko tudi, samo da mu zdaj rečemo Žele, Petru pa Pero. Se spomnim malega Željka, ubogi fant. Mislim, da njegov oče nekaj narobe naredil, pa je končal zapor. Joj, otroci vedno trpijo zaradi napak svojih staršev. Kako je z njim? Željko ni v redu. Bošček, Gašpor, prijazen mora biti z njim. Doma ima težke razmere in Petrček tudi. Otroci ločeni so se tako ubogi. Veš, niso vse družine tako ravnovešene kot je naša. Zdaj pa moram. A si bil v šoli? Ja. Fino, nalogo imaš? Krasno, pridni fant, daj pokliči njim v sošolko, sej Nina. Tina. Jasno, Tina, daj pokliči, pa se malo pogovarjaj z njim. Njena mama je uspešna vegetarijanka. Ampak s Tino sva že ves dan skupaj v razredu. Potem pa ni problema, saj si jo že navajen, daj piše, pa se malo pogovarjaj z njim. Se zato imamo internet, WhatsApp in Facebook. Ja, prej sem morala prekiniti. Totalno sem navdušena za njegovimi knjigi.
če bi bil jaz Batman ali pa Spider-Man, potem bi že videli. Glejte, da boste imeli s sabo tudi tople spodnje perilo. Jaz bom imel dolge gate. Jaz tudi take s pikcami kot moj star ata. Tišina, lepo vas prosim. Poleg tega pa ne rečemo gate, ampak, no, kako? Pesnik in pisatelj bi uporabljal drugo, lepšo besedo. Kdo ve? Kako že? No, kako? Spodnica? Tako je, spodnice. Spodnicam in majčkam pa tudi rečemo spodnje perilo. Na ekskurzijo, kamor gremo naslednji teden, da vam starši potovalko zložim tudi tople spodnje perilo. Usrane gate. Kako te prosim? Kako pa govoriš? Pa še punca? Prostite, gospa učiteljica za slovenščino. A me ti malo zafrkavaš? Ne, gospa učiteljica, mi na pamet ne pade. No, prosim, da nikoli več ne slišim takšnih besed. V šolo gremo tudi zato, da se učimo lepega obnašanja in govorjenja. No, kaj sem že ostala? Pri usranih gatah. Željko, takoj k ravnatelju. Zakaj? Saj sem samo za Jolo ponovil. Zdaj ima pa tega dovolj, noca si pa ne boste delali z mene. Takoj k ravnatelju. In mama ne pride v šolo, in oče, oba ne prideta. To pa bo težka, ker sta na smrt skregana. Če prideta oba, tu ne bomo imeli samo gate, ampak celo pizdarijo. Željko, takoj k ravnatelju, takoj! Takoj k ravnatelju. A se vam splača za ta denar tako zelo sekira? Se je tako poskala, da je kam zbežala. Je gate samo vzela, ni bila nič vesela. Tako je letela, da je letela ko raketa. Naša učiteljica za slo. Mi nočemo to! Mi hočemo tako, ki bi vice pripovedovala. Ki se bi z nam smejala. Mi nočemo to! Učitelj so za slo! Jaz sem tudi znala spodnice, pa si me ti prehitil. Nisem bil čist prepričan. Če bi malo prej dvignila roko, bi jaz vedela. Pa se tek ne bi nič pomagal. Stara za Sloveno tebe vpraša, ker si smiliš. Zakaj se ji smilim? Ker sta tvoja dva ločena. Ker tvoj oče je alkoholik in tvoja mama živi z enim drugim. Ni res, moj oče ni alkoholik. Samo včasih popije kakšno pivo, za žejo. Opala! Vedno več rdečih kapic. Ena rdeča kapica in dva volka. Kakšna dva volka? To sta dve ovce. Dve žabe, pohane. Ena mala in ena velika. Ena rdeča kapica za zrab. Tina, Kaj bi rad? ti si taka krava. Kaj si rekel? Kaj se združi s tema dvema luzerema. Vok, rego, A bi ti bila moja punca? Ti si no. Bi si ljubčke dajala? Kašpe, a si piševa? Čez pol ura? A vidva hota? Kaj? Če je Tina tvoja punca, Ne. imaš srečo, ker je moja, midva hodva. Videti. Jaz grem. Kam pikec pokakani? Ti mi za našo družbo? Mama me čaka. Tvoja mama te sploh ne čaka. Je zelo zaposlena z vašim sosedom. Sem slišal. Kaj pa s koštarjem s tistim vampastim? Svojimi ljubčki je polno zaposlena. Tako zelo, da ni treba niti na zavod za zaposlovanje. Puste me! Dajte mojo. Kaj pa ti spet cviliš? Ne se mišat. Samo 50 centov. Što pa ne bo šlo? Nimam več. Potem ne moreš čez naše ozemlje. Lahko gre čez naše ozemlje, ampak samo po rokah. Če gre po rokah, lahko gre čez naše ozemlje. Po rokah ne gre, po rokah! Dej no, poskus, na roke pa to! Ja, dolž
palček ima zajklo za mamo. Je moj ta star rekel, da je njegova mama ko ena zajkla. Zakaj pa zajkla? Pojma nimam, se pa dobro sliši. Jaz sem tudi nekaj slišala. Ko sem šla mojega fotra v gostilno iskat, so se režali. Rekli so, da če Markovi mami rečeš, izvolite gospa, usedite se, da se kar uleže. Ali nimate stolu za sedeti? Očitno ne. Poberto, Pa želje, ti si totalna legenda. Odkje se to spomnila? če poližeš, lahko gresta domov. Če pa ne, pol pa jutri čakam na 6 evrov. Za vsakega po 2. No, pober. Ne poliš in še cash prnes. No, čakamo. No, poliš, veka, daj me soče, Alo, dejmo. To je od solate, hamburger s solato. Poliška, pojdi! Zrobil ti jih bom, če ne poližeš kljuka. Poliš! Bom prinesel. Kaj? Denar. Okej, prav, okej. Ampak kaj si se upiral, kaj nisi čisto konca polizil, boš prinesel 10 evrov. Zame 4, za moja frajna pa po 3. Pa še očalca te bomo zgubili, če ne boš polizil. Aj prav? Pa ne pozabi, kaj jutri bo moj plun še bolj zelenkast, rijavkast, rekast. Ja, Gašpor, skoraj pozabil, tisto je Batman od včeraj blazen. Lepo na nas skrepaše. Jutri da prinese še kakšnega. Co? Napoj, Ajde! Ja, malo hitrejši. Prav se. Žele, si ti stres mislil? Kva? Ko si ti ni rekel? Kva? Rega. Ne, spizdi sem. Itak. No, kaj zdaj? Pol pa ne. Vivi la Nisse
Mama kuha kosila vse dni. In to je lepo. Samo jaz veznavim, naj se sveta veselim, ali naj se raje na luno preselim. Najbrž ste slišali, kaj se zgodilo s Željkom. Kaj? Napadli so ga. Pred blokom so ga pretepli. 10 jih je bilo, najmanj. In kako je že Željkom? V bolnici je, v Sremoricah. O ne. Dragi moji, kam ta svet drvi? Bogi na Željko. Gospa učiteljica, Ja, Tina? predlagam, da ga obiščemo v bolnici. Ves razred. Odličen predlog. Se strinjate? Ja, a je to med šolskim časom? 8/4. Kaj pa, če si je to zaslužil? Nihče se ne zasluži, da ga obupajo in tako hudo pretepejo. 20 jih je bilo. Poleg tega ste še skoraj otroci. Kdo bi to naredil? Novec. No, zdaj pa predeberilo na strani 27. Pa bom prebrala pesmi našega velikega pesnika Franceta Prešerna. Zdravljica. Prvo ali drugo verilo. Ubogi Željko. Prav mi je. Kako lahko tako govoriš? Kaj pa, če bi tebe kdo pretepal? Mahka je posilil, da bi polizil pljunk. Zakaj ga potem niso kaznovali? Če bi to naredil, bi bil kaznovan. In ker tega ni, tega pač ni naredil. Ne lažem. Nisem rekla, da lažeš. Marko laže. Marko, si se zlagal? Povej. No, vidiš, ni lagal. Oba lažeta, Marko in Željko. Ne govorite o mojem fatu. Zaželite vodva, da boš videl. Z lažnivcem? Ni lažnivc, čist kul je. Od kdaj? Od zadnjič me je vprašal, če bi bila z njim. Ti si rekla, da ja? Nič mu nisem rekla, ampak se eno hodba. Danes sem mu rekla v bolnici. Adijo. Si piševa? Jaz tudi grem. Počakaj. Grem, mes se me mudi. Kaj pa šiva ta prijatnička? Na luno, a ne vidite, da smo oblečena skafandre. Kaj sta oblečena? Zajebava naju. A, res? A zdaj, ko je Željko v bolnici, zdaj pa misliš, da si legenda in da lahko naju zajebavaš, boš jih dobil take pogubcu kot tvoj fotor. Moj ata jih ni dobil po gobcu. Žele pravi, da jih je. Žele laže, vsi lažete, ampak boste kaznovani. Ha, kdo nas bo pa kaznoval? Takšna reva kot si ti, ha? Poliš to, rdeča kapica. Ha, ne morem verjeti. Fasovi mož. Čisto mogoče, ampak tudi vi pa jih boste dobila. Zdaj smo 2 proti 2. Kako? 2 proti 2? Mislim, da si sam proti vsem. Jaz sem zdaj z njim. A si se usrel, a? So me obljubili, da sem lahko z njimi, če ne bom povedal. O, rdeča kapica, zdaj si pa čist sama. Poliš to smrtla. Poliš in jutro preneš keš. En par milijonov evrov. Kaj pa če... Kaj? Kaj bomo pa naredili, če jutri ne bo prinesel? Kako ga bomo pa potem kaznovali, če že bo danes polizil? To pa je pizdarija. Imam idejo. Pol bomo pa zbili sprednje zobke. Mojemu fotku so jih tudi zbil, na Jozefiju, ko sem hodila v 1. razred. Me je pripela v šolo brez zob. Ko me je bil sram.
Mislila sem, da bom crknila od sramote. Moj fotor. Še govor ni mogel, še ust ni mogel odpreti. S čemu bomo zbizove se gotovili, ne bomo mogli reči, da ni res. Marino prav. Pol bo pa jutri ponesel blunk, če ne bo prinesel keša. Prav? No, šivi prička, da se ne bomo premislili. Hop. Mater si ti pametni, Mare. Ne nosi brez veze očala. Pravi intelektualc. Tina, tukaj Gašper. No, mislim, saj vem, da veš, da sem jaz. Hotel sem se pogovarjati s tabo. A ni to smešno, da smo ves dan skupaj v razredu, pogovarjamo se pa lahko samo po WhatsAppu? Žal mi je, da hodiš z Željkom. On je, veš, on ni v redu. Zato pa je bil kaznovan. Batman kaznuje vse, ki niso dobri, ki lažejo, ki izseljujejo. Če ne more šola, če ne more država, če ne more policija, potem mora Batman. Tudi Marka bo kaznoval. Tiste, ki izseljujejo, je treba najbolj kaznovati. Jaz pa sem mislil, da je Marko moj prijatelj. Mislil sem, da si ti moja prijateljica, pa nisi. Batman je vedno sam. Pravičnost te kaznuje. V bolnici je. Roko ima zlomljeno in ves je v modricah. Predvčerajšnjem Žele, včeraj pa Marko. Kaj? Če sva danes midva na vrsti? Marko je povedal, da ga je Batman napadel. Pero, mene je tako strah, da sem kar poscala. Bravo. A si slišal? Kaj? Batman je Marka napadel. In Želeta. Res. Te je nič strah? Zakaj? Jaz nobenega nisem silil, da bi polizil pljunek. A misliš, da je zaradi tega? Vas je to nekaj tasnega. Evo, jaz ga easy poližem. Kaj je to tako hudo? Zaradi tega mi pa ni treba roke zlomiti. 1000 plunkov lahko poližem. Rada bi vam predstavila gospoda. Sem kriminalist. Prišel sem, ker je nekdo pretepil vaša sošolca. Batman ju je. No, najboljš ne. Jaz nič nisem kriv, Žele nas je silil. Počasi. Veselbi boste povedali, vsi bomo malo detektivi. Se strinjate? Sami Sherlocki Holmesi. Kdo? Ko sem mojega fotka pelala, so mi bicajkani najbolj všeč. Najbolje bo, da gremo lepo po vrsti. Kdo bo prvi? Nikoga ne sili, kdo sam hoče.
Pa imamo junaka, kako ti je ime? Gašper, odlični učenec, dober fant. Prav, pa začnimo za Gašparjem. Odpeljali so me na policijo. Bilo je super. Kot v kakšnem filmu. Čisto nič me ni bilo strah. In to zato, ker sem videl, da imam prav. Jaz, Batman, imam prav. Potem praviš, da ti fanta čisto nič ne sme letati. Ne, zaslužite si to. Potem ne veš, kdo je Batman. Seveda vem. Kdo? Kaj ne veste, kdo je Batman? Pa tak Sherlock Holmes. To vendar spada k splošni razgledanosti. Kaj vam na policijski šoli ne nudijo čisto nič splošne izobrazbe? No torej. Batman je stripovski junak. Napisal ga je Bob Kane. Prvi strip z Batmanom je bil objavljen leta 1933. Batman je junak, ki kaznuje hudobneže. Vedno nastopi takrat, ko vse drugo zataji. Šola, policija, država, ko nič več ne pomaga. Res niste vedeli tega? Sem. Zakaj me pa potem sprašujete? Zanima me. A, res? Zanima vas, Batman. A niste mogoče malo prestari za stripe? Zanima me, ker je nekdo v Batman kostimu tvojega sošolca pretepel. Zakaj pa v kostumu? Mogoče se pa zares vrnil pravi Batman. Vedno pride takrat, ko je vse narobe. Se vam ne zdi, gospod Sherlock, da je tudi danes pri nas, v tem svetu, tej deželi, na tem lepem in zajebanem planetu res vse narobe? Da ima prav tisti, ki laže, da zmaga tisti, ki krade, ki izseljuje in ki tepe in da to ni prav? Batman se bori za resnico in pravico. Počne vaše delo, gospod policaj, ker vi vaše službe ne upravljate dobro. Policist. Kaj? Reče se policist. Pa so vas na policijski šoli vseeno nekaj malega naučili. Zdaj ti Batman. Ne. Tina. Tina bo tebe nekaj povedala, kaj pogumno Tina. Gašper, tisto sporočilo, ki si mi ga oče poslal. Ko smo izvedeli, da je nekdo pretepa Maka, je moj oče poklical policijo. Batman ga je. Marko in Željko bi lahko umrla. Srečo sta imela, da imajo samo modrice in Marko zlomino roko. Batman ve, kdo si zasluži kazen. Batman se nikoli ne zmoti. Batman je pravičen. Gašper, povedala sem jim. Kaj? Da si mi rekel, da bi bil rad Batman in da bi pa potem že videli. Izdajalka! Mislil sem, da si moja prijateljica. Saj sem. Samo po WhatsAppu si bila, po internetu, v zaresnem življenju pa nisi. Takšna si kot Jola, kot Pero, kot Žele, kot si. Takoj sem prekinila meditacijo. Gašper, kaj se je zgodilo? Je res? Najeli bomo advokata, najboljšega. Počasi. Zakaj nisi nič povedal? Kako da nisem opazila? Mislim, lahko bi mi zaupal. Saj sem povedal! Poiskali bi ti pomoč. Meni? Zakaj pa meni? Nikoli nisi bil nasilen. Jola in Žele in Pero so nasilni, oni rabijo pomoč, ne jaz! Pod posteljo smo našli Batmanov kostum in palico. Ko bi vedela, ti ga lani za pusta ne bi kupila. Razočaral si me. Vidva sta me razočarala, vidva! Vse sem vama povedal. In kaj sta rekla? Rekla sta, da je Željko bošček, da ima doma težke razmere. Vsi drugi so se vama smilili, samo mene nista videla, ne znata poslušati. Nihče ne zna več poslušati. Gašper, rada te imala. Rajši imate svoje hendje, svoje službe, svoje vegetarijanske popletke. Vsak logistični indijanec je boljši od mene, vsaka blond tajnica. Nimata mene in jaz nimam vaju, nisem vajen. Oprosti, nisem vedela. Pravite, da mora človek vedeti, kdaj se naj bori in kdaj se je boljše strateško umakniti. Gašper, ko sem tisto rekel... Nisi mislil resno, saj vem, nikoli ne mislite resno. Če nečesa ne moreš dokazati, potem tistega ni. Če ti ne verjamejo, potem lažeš. Jaz nočem verjeti tega, nočem verjeti tega. Stopil sem na stol, potem pa na mizo. Pred mano je bilo veliko stekleno okno. Zamizal sem in se kot Batman pognal naprej skozi stekleno okno. Mama je padla v nezavest. Tina je zakričala in zajokala. Ženske, bilo je kot v kakšni španski nadaljevalki. Anta in Sherlock Holmes sta stopila k oknu. Človek naredi veliko napak, ampak samo nekatere nam totalno spremenijo življenje. Je bil Batman, ki je vzel svojo pravico v svoje roke, moja napaka? Sem se takrat napačno odločil? Skoraj bi ubil sošolca.
I žrtve sem postal sam rabe. Skočil sem skozi zaprto okno. Končal sem v bolnici, pri psihiatru, pri vzgojnem domu. Sistem me je dobil v klešče in me nikoli ni več izpustil. Psihiater je rekel, da sem... Nepoboljšljivo agresiven, osebna motnja, jebi ga, takšen značaj. Željko, a te je tožil? Tožil do amena, hočem da plačajo, naj podajo avto, stanovanje, vse naj podajo. Bo njihov mulc maltretiral mojega sina. Ločil se bom. Hare, Krišna. Dali so me v prevzgojni dom. Učil sem se za živilskega tehnikarja, za mesarja, pobegnil sem. V Indijo sem se preselila, ti bom poslala kakšno kartico. Hare. Dojenčka bom dobil, imaš polbrata, si kaj vesel? Kradel sem trgovina, kradel sem avtomobile, udirjal v stanovanja, tepel sem in brcal, tepli so me in brcali. Vračal sem se. Najprej v prevzgojni dom, potem pa v zapor. Nisem končal nobene šole, nisem postal mesar. Bil je odličen učenec. Nikoli si ne bi mislila, da sem v njem skrival toliko jezen. Zaškal si mi avto, a si nor? Sploh se ga ne spomnim več, niti tega, kako mi je bilo ime. Si takrat naredil napako? Da sem bila njegova najboljša prijateljica, tega se pa res ne spomnim več. Bi moral potrpeti, vse požret, stisniti rit? Oprostite, na večer starša moram, res nja več časa, res ne. Naš šolski sistem ni popoln, priznam, je pa žal edini, ki ga imamo. In deluje, so seveda izjeme, ki pa potrjujejo pravilo. In izjeme, seveda, niso pomembne, seveda, ker posameznik. Niste me videli, niste me slišali, niste mi pomagali! Mama je padla v nezavest. Tina je zakričala in zajokala. Ženske, bilo je kot v kakšni španski nadaljevanki. Adna in Sherlock Holmes sta stopila k oknu. Srečo smo imela, da smo na spodju nastropil. Nič mi ni bilo, ja, skoraj nič. Nekaj škrapin me je porezalo po obrazu in roko. Roko sem si zlomil. To pa ne zato, ker sem skočil skozi zaprto okna. Roko sem si zlomil kasneje. Si predstavljate, da bodo čez nekaj časa leteli kot Batman po zraku, potem pa najprej dilebnete na streho policijskega avtomobila, kar zatem pa še med tulipane? No. Potem pa z policijske stavbe priletijo mama, Ata, komisar, Tina, pa nek zelo stari debel policijski vrata. Mahali so z rokami in kričali, a se je kaj zgodil, a se je kaj zgodil? No, buci, seveda se je kaj zgodil. Nekdo je skočil skozi zaprto okno. Tako so bili histerični, da sem jih hotel pomiriti. Šel sem proti k njimi, da bi mi rekel, ej, pomirte se. Pa sem spregledal betonsko korito z rožami, padel čez in si zlomil roko. Vseeno so me poslali v bolnico, vsakega bi. Če bi skočili skozi zaprto okno in si zraven še domišljali, da ste Batman. Zdravo. Zdravo. A si v redu? Kot na plaži. A še hodiš Željko? Sej, nikoli nisem. Pa Marko? A si nor? Z njim pa sploh nisem. Ne, mislim, kako je z njim? A ja to, roko ima v gipsu, ampak sta že oba doma. A mogoče krivotno? Prišli smo te obiskat, vsi smo te prišli obiskat. Marko, ni res kaj Gašpa, da ve Željko sa svoja druščina maltretira, da te hotel prisiliti, da bi, no... Da bi polizal zelenkasto, rjavkasto, drekasti pljunk. Ja. In to nam moraš ponesti denar? To je res. Žele si moj, nisem te tako učil. Nisem hotel, Ata, mislil sem... Sram me je. Mislil sem, da ne bo tako hudo. Reči, da ne boš povedal, kaj si rekel. A veš, da si me kar dobro zbil, vsaka čast. Ne, ti oprosti. Tako se govori. Oprosti, ker sem te izdal. Marko, Batman te ne bi smel, mislim, jaz. No, se ne bomo odsmerali tudi na stare babe. Gašpa, vse smo uredili. Gospod kriminalist nas je poklical, dogovorili smo se in smo se spravili. Marko bom kupili nova očala. Jaz sem poračunal škodo na policajskem avtomobilu. Sandi, vam jaz zritu je poceni avtoličare, skupaj smo na zaporu. Potem mene bojo poslali v prevzgojni dom. Ne, samo na pogovor v šolo, enkrat na teden. Jaz sem že bila. Ena še kao kepsiha se je pogovarjala z mano. Ja, čisto mlada psihička. Ful dobro.
Se splača. Jaz bom šel 3-krat na teden. Jasno. Bova skupolila. Potem pa tako kot v stripih. Kako? Happy end pa to. Ja, včasih ima tudi življenje srečen konec. Zelo redko. Meni življenje kar naprej se suva. Gašper, nisi ti kriv, mi smo krivi. Takšni ste naši otroci, takšni kot mi. Naše slike ste. Zdaj pa še filozofancija. 1,5 ure nas bo zdaj markirala, karan. Naše zrcalne slike in včasih se razbijete, ker ne zdržite naših podob. A bi se zdaj ne razjokal? Zato se moramo spremeniti, če hočemo, da se spremeni svet in naši otroci so svet. Da mora biti čisto isto, pospravljen in čisto. Pa vam povemo, mi se tega